Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav voščim še z komentatorskega mesta v Stožicah. V 36. torej zadnjem krogu prve lige Telemax se bosta pomirila oba ljubljanska prvoligaša Olimpija in Bravo. Zadnje dejanje te sezone pa je pomembno za obe moštvi, kajti mestni derbi bo odločal o morebitnem drugem mestu Olimpije in četrtem mestu Brava. Je pa seveda odvisno marsikaj, kaj se bo dogajalo na Bonifiki, na tekmi med Koprom in Mariborom, ki poteka istočasno. Prvi pravi strel Olimpije, Janković zdaj s predložkom in težave za Orbaniča, priložnost za Olimpijo, pa zdaj še Agba. Kakšna gneča je v kazenskem prostoru Agba, Janković, dobra žoga na drugo stran, priložnost in brani Matija Orbanič, zdaj hud pritisk Olimpije. No, to je potrebovalo Olimpijo, sedaj je vse skupaj malo živelo, ampak neverjetni dve obrambi Orbaniča, pa tudi napaka pri prvem predložku, fantastično posredovanje v obeh primerih. Vrhunski dosežek, želimo mu, da bo delo tekme čim bolje. Kerin, dobra podaja, priložnost zdaj za Pečarja, ni še konec nevarnosti. Stanković je sprožil, prvič je imel kar nekaj dela tudi vratar Olimpije. Dofo za trenutek, Pedro Lukas, priložnost za Dioga Pinta, ki je to sezono dosegel, oziroma še ni dosegel zadetka, ima pa dve podaji. Orbanič spet na mestu. Kavčič. Priložnost zdaj za strel, močno je sprožil Kerin in še en kot za Bravo. Odličen strel Kerina. Igralci, ki so iz Evropske unije, ampak absolutno premalo. Tudi evo danes Pedro Lukas, razen dveh odloženih žog. Zdaj lepa priložnost in gol, vodstvo Brava, Martin Pečar, pa strelec zadetka v 63. minuti. Videli smo takoj reakcijo trenerja Aleša Arnola, torej vodstvo Brava, premaganje Vidovšek. Stopil bo Rok Maher, nogometaš, ki je recimo zadev minulo nedeljo doma za remi proti Muri. Priložnost za Olimpijo, po podaji Floruca, pa prekratek na koncu Ivan Durdov. Tako je, tu moramo pohvaliti Floruca. Prej sem govoril o napadanju globine. Ja, spet Posavec daleč v spredaj, spet ni bilo prave komunikacije. 3-2, zdaj celo tale situacija. Španvink se odloči za strel, potem pa Gašper Trdin, ki je bil v dobrem položaju, sprožil je na prvo žoga, pa mimo vrat Vidovška in izid ostaja 0-1. V prvem polčasu ste si priigrali nekaj lepih priložnosti za vodstvo, na vašo žalost niste zadeli, tekma bi se verjetno lahko razpletla tudi v drugo smer. Kako ste sami videli potek srečanja? Pa isto, rekli ste, imali smo prvo poluvreme neke šanse, polušanse, neki blokovi, opet tam Raul par situacija, Bravo je dobro stajao, nismo uspostavili poslije tu našu igru što smo možda htjeli. Drugo poluvreme smo probali u nekim dijelovima dati se u napad što imamo trenutno. Nismo zaslužili, nismo bili pravi i isprike navijačima za ovu sezonu bez trofeja. Zdaj že po prvem zadetku, oziroma po zadetku Brava je bilo slišati žvižge s tribun. Kako odgovarjate navijačima na to? Pa nema šta, zasluženo, šta. I utakmicu, 2 utakmice, 3 utakmice prije, jednostavno nije prava Olimpija. Kažem još jedno, isprike svima.
sezona bez trofeja, jako mala neka korekcija na izjavu, ta sezona je bila duga, vjerojatno potrošeni malo svi, mentalno i fizički i jednostavno sljedeću sezonu mora biti bolje. Sedaj igralci odhajajo na dopust, v pisarnah Olimpije pa bo verjetno precej delovno v prihodnem obdobju. Kaj lahko od Olimpije pričakujemo v prihodnji sezoni? Pa ništa, moramo sad sjest napraviti analizu, igrači, tržište će se pokazivati šta i kako, trenera naći, malo se složiti jer nema puno vremena. Znači imaš kvalifikacije, Conference liga, pretkolo i ranije, s obzirom ako su treći. Tako da nema šta, prva stvar što moramo napraviti kao uprava kluba, sad pričam kao sportski direktor, je naći trenera i zatim napraviti kadrovsku križaljku. Kako daleč ste, kar se tiče iskanja trenerja? Ste morda že v kakšnem možem izboru glede imen? Pa ne bi sad o imenima, ali ima 2-3 kandidata i mislim da to je nujno riješiti nasljednji tjedan. Če pogledamo prvi polčas, ste nekoliko trpeli, Olimpija si je priigrala kar nekaj lepih priložnosti, dvakrat se je z odličnima obrambama izkazal vaš vratar, no v drugem polčasu se je pa zdelo, kot da vašim priložnostim ni bilo videti konca. Kaj ste igralcem dejali v polčasu? Kaj ne rečem, preveč pasivni mogoče v začetku tekme. V bistvu smo prelahko nasprotnika spuščali v te cone visoko, kjer je po predložkih ali pa po povratnih podajah lahko prišel do priložnosti. Naš cilj je bil v polčasu ostati aktivni oziroma biti še bolj aktivni, čim večkrat nasprotnika z pritiskom na zadnjo linijo prisiliti na neko dolgo podajo ali pa na slabše izigrano podajo, prijeti do žoge in biti nevarni, tako da v tem smo se izboljšali. Je pa danes težko govoriti o tekmi. Tekma je bila v bistvu bistveno bolj čustvena, kot smo tudi pričakovali. Danes je bila tekma, kjer jo je treba preživeti, kjer jo igralci, pa tudi mi trenerji v svoji zrelosti je preprosto potrebno prijeti do rezultata. Mi smo vedeli, da je rezultat v Kopru izenačen, da bo potrebno prijeti do zmage. Na drugi strani nismo izgubili glave, smo v bistvu lepo dozirali in priložnosti in na drugi strani ne dovolili, da bi Olimpija si preveč preigrala v drugem polčasu in to je nek zrelostni izpit, ki smo ga vsi skupaj opravili in jaz lahko rečem danes, da sem izredno ponosen na 50 točk in 4. mesto. Sedaj, če pogledamo, torej prvič po zelo dolgem času ste uspeli Olimpijo premagati na njihovem domačem terenu, kjer boste tudi sami v prihodnji sezoni domovali in pa, kot ste že omenili, 4. mesto na lestvici, verjetno odlična sezona za vas. Ja, odlično. Za celoten klub mislim, če pogledamo od poletja, ko smo zaključevali lansko leto sezono, praktično smo ostali z 6-7 igralci, ki so predstavljali neko nosilno okostje. Vse ostalo je bilo potrebno se pravilno odločiti na trgu, izbrati prave fante in spremenili način igre v določenem pogledu. Vse to v bistvu pod nekim rizikom rezultata, tako da ogromno smo pravili v tej sezoni. Jaz sem vesel ne samo 4. mesta, tudi rekordnega zbira točk, se pravi 50 točk. In res, igralci so tukaj daleč najbolj zaslužni, tako da se jim zahvaljujem in za zaupanje na eni strani in za to, da so zdržali do konca sezone, ki ni bila lahka in da smo zdaj po malo slabši seriji v bistvu zmagali takrat, ki je bilo to potrebno, to pa pač odlikuje prave ekipe. Sedaj za morebitno uvrstitev v evropska tekmovanja bo potrebno počakati še na finale pokalnega tekmovanja in pa informacije o tem, ali bo Rogaška pridobila licenco za prihodnjo sezono. Kaj pa lahko od ekipe Brava pričakujemo v prihodnji sezoni? Zdaj ste me malo vsem presenetili. V bistvu še nismo zaključili te sezone. Tako kot ste rekli, mi smo veseli 4. mesta in 50 točk, ker gre za v bistvu rekord kluba, odkar je v prvi ligi. Kaj se bo zgodilo na pokalni tekmi, na to nimamo vpliva, s tem se pač ne bomo obremenjevali. Če bi to slučajno pomenilo, da smo potnik v Evropo, bomo razmišljali o tem v bistvu kasneje. V naslednji sezoni pa jaz mislim, da tako kot je Bravo dokazoval v prvi ligi, da nikakor ne bomo izgubljali lastnega DNK-ja, da ne bomo izgubljali naše filozofije, poskušali biti ponovno čim bolj uspešni, stopati korak naprej, ampak s tem, da upoštevamo vse to, kar smo, ne bomo izgubili glave tudi v primeru, če pride do vrstitve do Evrope, ker je v bistvu stabilnost kluba in pa zasledovanje športne politike tista primarna stvar, kateri se moramo pač vsi podrediti. V vašem taboru in pa pri vas pa zagotovo malce drugačno vzdušje. Zadnja tekma v sezoni je vedno nekaj posebnega, vedno se želiš od sezone posloviti zmago, vam to tokrat ni uspelo. Ja, želeli smo odmor za zmago, da nekako gre najprej okus, ko izgubiš zadnjo tekmo, ampak nažalost se je izteklo tako. Bi lahko rekli, ta tekma z Bravom kar na nek način preres, vsaj recimo temu drugega dela sezone, posest,
priložnosti, skril, podaje, potem pa ni zaključka, ni zadnje podaje in vse to se je ponavljalo tudi danes. Ne, jaz mislim tako, vsako tekmo imamo te šanse, da nekako prijemo v vodstvo prvi. Pol te šanse ne izkoristimo in na koncu nas kaznijo, ampak ja, to se mislim, da nam že iz tekmo ponavlja in mislim, da v naslednji sezoni tega ne sme biti, če hočemo biti na vrhu oziroma če se hočemo boriti za prvaka. Ja. Ja, Marcel, eno vprašanje, najprej čestitke za 100. nastop pri tako mladih letih, res lepa številka. Drugo pa, a je mogoče ta vaša predstava nekako povezana s tem, da trenutno nimaste trenerja in pa mogoče, a se to pri vas igralcih čuti? Pa mislim, da ne bi smela biti to neka krivda za tako tekmo. Kajti vseeno igralci vemo igrati nogomet, moramo vseeno, tudi če ni trenerja, imamo neke taktične stvari že odprej, igramo tako kot prej in ja, žal, kot sem že rekel, ponavljajo se nam te iste stvari, ne zadanemo prvi in na koncu nas to kaznuje. Marcel, sezona je bila zagotovo dolga, ne želimo vas preveč zadrževati, ampak še ena stvar je pada danes v oči ali pa bolj rečeno v uho. Že dolgo nismo slišali v Stožicah gledalcev žvižgati. Verjetno je to res tak čuden, slab občutek, ko igraš pred svojimi navijači, ki ti žvižgajo, ne? Ja, nekako se lahko upravičim vsem navijačem, kajti res danes tekmo lahko pozabimo na to tekmo. Ampak še vseeno hvala vsakemu, ki je prišel nas podpreti, ne glede na rezultat, ne glede na to, kakšna je bila spodbuda. Še vseeno upam, da naslednjo sezono bo čim več in upam, da čim bolj napolnimo Stožice. Čestitke za zmago. Zdaj, če pogledamo od začetka srečanja, imeli ste nekako pobudo v tistih prvih minutah, nato si je Olimpija priigrala nekaj resnih priložnosti, ampak niste jim pustili, da bi prišli do tega zadetka. V drugem polčasu je pa zdelo, kot da bi napadali samo vi. Kako ste sami videli to srečanje? Ja, točno tako, mi smo šli na zmago, ki v bistvu ne glede na to, kako se bo končala tekma med Koprom in Mariborom, mi smo hoteli tukaj zmagati. Prvo kot prvo zato, ker smo taka ekipa z zmagovalno mentaliteto, drugo pa tudi, da dokažemo, da ni sam Žak ta, kjer lahko premagamo Olimpijo, ampak da so tudi Stožice in malo večje igrišče. Tako da v bistvu jaz lahko sam kapo dal dam od prvega do zadnjega, borili smo se in mislim, da smo več kot zaslužili na koncu zmaga. Zdaj lahko ponovno izpostaviva to dejstvo, da je Bravo tule slavil prvič po več kot 4 letih. Za nameček ste si priigrali tudi 4. mesto na lestvici. Ne vem, še vedno čakamo na izkupiček oziroma na rezultat tega drugega srečanja, ampak kakorkoli že, odličen zaključek sezone. Tudi vi osebno ste sezono končal kot 4. strelec moštva oziroma se opravičujem lige. Ja, v bistvu, kakor sem večkrat povedal, to, da sem jaz na tem mestu z goli, je zaslužena ekipa. Jaz sem tukaj v bistvu, da zabijam. Kar se pa tega tiče, ja, počakajmo, da vidimo, kaj bo z naslednjo tekmo. Oziroma, mi smo svoje naredili, tako rekoč, zdaj pa je usoda ni v naših rokah.